Je uspešno? Ja, lej, po moje je, ja. Tako je, kot si hotel, zdaj, če je uspešno ali ne. Sej, ki se to cel naš plakat, kaj imamo? On sploh ne ve, kaj je. 10krat sem mu povedal, on ne ve, kaj je. Kaj imamo? Vsaj slik se mu pokaže. Vse bom videl zdaj, reaction. Res ne veš? Ne? Pač imamo oder. In za oderjo Ja, mora razumem, biti ja. backdrop. To razumem, ja. Tako profi narejen backdrop. Ampak tipo, da si misliš, da si na našem setu, je tako belo in Ja, dvometrske črke člani. Ne, čekaj, 2 metrske njih niso, no. Moram malo pretiravati. Malo. 1,5 m. Ja, no, recimo, da še malo pretiravaš, ampak... Dobro, 1,40 m. Ne, to ga postaviš na tla, da ni slišal. To postaviš na tla. In ti enkrat ti pokažem. Ajde, drugi imamo Oder odrešati. sad zdaj, ne? Zato pa je ona ploščica. Zategneš. Ja, to je težko, pa. Ti lahko še to drugega. Kar zategneš, kar močno. Čeprav mogoče to bi lahko šli, da bi ven naredili, imamo za probati. No, dobro, mislim. Kaj tam zdaj zamenjali gor v studio? Zasukaš. Ma ne, ravno kaj. Ja, vse prikrijemo, oni grd šteker. Natakneš gor. Zamakneš. Big reveal! Kam si prišel? Barbarianu. Zakaj? Da me ustriže za live podcast. In Barbarian, kaj mi delaš? Mulet? Pa njega tako lih minimalno, zato ker je že naravno tako lep, da ni treba preveč. Ne, jaz ne gledam. Jaz bom zgledal dobro. Glavne, jaz sem poslal Rimaniča k Boštjanu, ki je imel dolge lase. Ja, lega ti. Najbolj pasali po moje. Zato, ker Boštjanu vlada čupice in rad dela čupice in vedno krajše. To bi ti znal tudi jaz narediti. Pizda teka hint, ne? Da ti poudari visoko čelo. Lej, če ne vedno obstaja kapa, tako da bomo preživeli. Goofy, looking guy. Kaj, ti si že? Kaj ti je naredil? Skrajšal malo. A ja. Mulet, kaj? Topček. Isti kot prej. Ja. Ja, klemen malo. Bok se sili. Kaj si naredi z mojega prijatelja? Kako prav toplet ste, že? Pa dobro, malo. Dobro. Dej, Jure, dobro je, prosim. Jure. Kaj je uspel, to sem opustil. To je to. Jako, v life už nisem bil tako nakratko. Če nisem imel ti po lase do tle, tako. Te vprašati, če bi se dalo zrihtati, tipo 2 bona za člani burger, da damo za nagradno igro. Ja, Barberija nam je dal frizura. Čakaj, ti pokažem, kaj hudo ima. Dobro, ne razumem. Čakaj, da ti pokažem, kaj hudo. Lej, ki je frizura in je frizura. Samo študiram, ker takih bonov kot To jaz naredim, jaz sem se prišel tam samo zmeniti, če lahko to damo. To bom jaz že nekaj naredil, malo Photoshop, da bo lepo in damo in... Davaj. Ja, Možete to. imaš moj, da greš v naslednji krog. Vsaj nekje že če na talentih nisem, ne, jebem ti. Ni za kaj, ta darila so za vas, Mona. O, čau, Rimanič tu. Te motim. Ti veš, kaj te kličem? Imamo mi zdaj to nedeljo člani podcast live v Ljubljani na Rudniku, Supernova. Ne, in jaz sem bil zdaj pri Barbarianu, ki imamo mi z njimi del, sem bil pri El Tortu, ki imamo z njimi del. Frizer, naš barber, nam je dal kupončke za frizuro, za free frizuro.
El Toro nam je dal 2 kupončka za 2 člani burgerja in sem vprašal, če bi ti bilo cool, da še mi damo en kuponček. Ma to jaz naredim, jaz rabim samo tvoj blagoslov. Bum! Ni za kaj, nagradna igra. Free frizura, člani burger v El Tortu in masaža Anje, da vas zmasiramo na to. Live podcast, idemo, plakat imamo, bone imamo, gosta imamo. 2 dni prej smo zrihtali gosta, ampak smo ga pizdo mater, zdaj samo treba iti v Ljubljano, ne? Let's go, Mona, let's go. Ima svoje obleke, torej se vam dosti za njim zagovorite, zabavno bo. Ja, što bo štorima ti? Čakaj, danes jutraj sem dobil enih par idej, da napišem. V tipu je tako slovenski Bear Grylls, Mona. Tip tam z glizjem gradi igluje, Mona. Moramo biti malo spremni. Evo, vprašanje, zakaj te ne zebe? Kaj vidiš zabavnega v hribih? Zakaj hodiš v hribe? Kjeri hrib je tvoj najljubši? Na kjerem hribu si prvič prespal? Zakaj? Kaj te ni strah, da padeš dol? Dobra vprašanja, stari. Tam on, ko sem ga videl v enem vlogu, gre na neko špičko prespat gor, lik plat za njegovo spalno vrečo. In kaj, da malo zapiha burja, ni več videl. Loki, mene bi to paranojalo, stari. Kje najdeš inspiracijo za to, kako izgleda tvoj dan, kaj te najbolj veseli v življenju, kaj te inspirira, da se vsak dan zbudiš? Evo, miks tega in tega bolam Si pa še malo podcast. razmislil. Ne, vredo bo podcast. To je jako. Jure pomaga. Kot veste, mi imamo tako naše sponzorje, ne? Člani Burger, Anja Masaže. Imamo tudi še enega sponzorja. Ja, Barberian mi je dal že kupončke, ampak včeraj sem jaz grafični dizajner Rimanič naredil kupone za člani live goste. Leke dobri boni. Kje je to bilo presenečenje kao? Ne, presenečenje je, da tle se moraš podpisati, da bojo vedeli, da je veljavno. Kaj še imaš to printati? Čudno tiska. Ja, malo ne dela. Tukaj imamo zdaj pripravljene bone za naše člani live goste. Člani Burger, člani Burger, člani Burger, člani Burger, člani Burger, člani Burger. Čakaj, kje je masaža? Ali ne znam brat, a ne? Ja, veš kaj sem, ko sem že sprintal, sem videl to napako, ampak pa sem bil fuck it, kinda je smešno. Sem napisal bon za 45 minut pri masaži Anje. Sem potem napisal 45 minutno masažo pri masaži Anje. Tako da unik, ki to dobi 45 minut pri masaži Anje. Kaj ti paranoja, stari? Ne vem, zakaj tebe ne, stari, ker to je isto kot s talenti, stari. Ker bo zabavno! Ker si bil tako samozavesten, si me rano pol. Zabavno bo, ampak na talentih nisem imel pojma, zdaj pa imam. Jure, to je pač 115. podcast. Na talentih je rekel, da me vse redi, da boljše, da je vse pripravljeno. Ja, ma ni bilo, ampak zdaj je. In zdaj isto mi dela, jaz sem bil skeptičen. Dej, imamo to, ala! Sem bil skeptičen. Naredili smo jih že 124. Ma se ni problem to, da jaz tebi vedno preformat, vez kaj bi zdaj prišel poslušati. Vsi bo prišli, če imamo 100 folka bo prišlo. Ja, ne vem. Se prijavili. Isto je bil samozavesten Matej za Nisem bil samo Slovenija ima talent in je rekel kao, Jure, ne sekiraj se, kao sem spreman, rabim nekoga za suporci, obljubil. Evo. Ne, šli smo za reklamo za člane, da si naredimo na televiziji, ki jaz bom kao ful dobro performal. Jaz sem danes bil pulover in sem bolj svetle poti, tako da se sončim, da bom bil lep rdeč v obraz. Tako da ja, naporno je, ne, ko nas vprašajo, ko je kaj snemat podcast, tako je, ne, pač jebeno delo, lej, trdo delo, garamo. Ne more vsak, tako bom rekel, no, moraš biti zgrajen za to, da to delaš, ampak zdaj folk misli, da jaz se hecam. Kaj mi delamo na podcastu, Jakob? Sedimo. To je zdaj segrevanje, stari. Mi se segrevamo. In medtem, ko sedimo, kaj delamo? Klepetamo. In tle zdaj v zaodrju klepetamo. Ker to je naša generalka za live podcast. Jeben job, vem, jeben job.
Ko smo? Ne vprašati. Če ne bo nobenega, Boste kamere tako postavili, da bo zgledalo. da se ne vidi, da ni nobenega. Bomo skadrirali kot bo. Ja, tako da stvar. Pri mene skrbi, da ne bo. Da bo samo mi. Jaz sem tako. A Jure, a bi mi pomagal da to noti šupak? Ja, veš kaj je mogoče edino, ki je cena Ljubljana je v Istri, ne? Ja, sej. To je bila... To da to. Matej, to te je obdržalo na sceni. Ko je šlo to prvič ven, se je začel podcast. No fuck. No fuck. 2 leti pa še neki. A ja nismo povedali, to je efekt, to je naš sound guy. Da bo skrbel, da se nas bo slišalo. Pejmo, imamo vse. Stavili smo se na pumpi, tankat, veš da bo plačal. Dedi Rimanič. Dedi Rimanič. Dedi Rimanič bo plačal. Dedi Rimanič ima pare. Zdi rekel na tankaj do konca, A ne, kaj bo si? 150 evrov. Koliko bo, po koliko je prišlo? Gremo ti lahko. 80, mojega gre 80, to. Lahko gre več, tako da. Koliko gre? A dej na tankaj, Ma zakaj me ne, boš kupil tak ali ne cveš do konca? Dobro. Veš kaj je rekel, je še tej. Zdaj prijemo tam zaplačati in reče, kao še tank, kao, in ga vpraša, kao ni z gosenicami. Telo, ki je bila zabavna. Rekli ga z gosenico ali z gumami. Sem tako to reče, jaz sem rekel, da zdaj sem že s tebe rekel, ne, kao, pošli tu gor. Ne rekel sem itak, bomo jedli gor, bomo jedli kosilo in Jure, jaz sem lačen, bom jaz si vzel. Kamu nisi vzel? Sam sebi si vzel. Zdaj rekel, da bomo jedli gor, Ti si rekel, pisa sem da ko boš mama uno, ne boš zdaj jedu, ker boš pol jedu. Ja, tako si rekel za njega. Kupili smo ti Pepsi, Jakob. No, hvala. To so tvoje kalorije za danes. To je bil moj poletni job, stari. Veš, kakšno tehniko imamo, na lepo namočiš vse, brisalce mu ne bom dvignil, ki se ne zasluži. Ne zdaj, cakala, cakala, cakala in ena stran šipe je čista, bum. Jure pričakuje mančo. On je vedno, Kaj živčni, neki taki trdi. Ja, ne, pač- Trdi deluje. Ja, jaz sem tak malo. Jaz nisem navajen na to stvar. Sej bo. Mislim, Pa boš prišla v isto na žurko z noči. Ja, jaz sem vzel s sabo za res. Jaz sem nekaj nikoli. Ni tako, da se to lepo, ja, da ne padejo dol, ja. Aha, leta imaš še drugo stran, ne, za to. pa Feko je vedno kaj mora nabaviti. Kiri vozič. To je zračunano vse. Prav mišljeno. In pa pazi, veš kako sem ga uočil? Ja, ima... Hodim in na hodniku tako desno, ne, 3 korake nazaj pogledam, sem rekel, staj, to je voziček. Zelen. Nekam dal. Prosim, ti zdaj zavajaš moj dizajn. Ne, saj, lepo prosim. dizajn je super, sem A tako. imaš avtorske pravice za to? To ti bo... Če rabiš kaj, izrihtam. Od 5 za člane in za pasažer. In še, čakaj, 3 minut. Ma jaz bi to, da vi na koncu kar malo potalate, ko boste končali. Lega Mateja, ko kaže frizuro, lega. Če smo snemali, Ti kar čuvaj lasi. Kaj ni bil boljši z onimi dolgimi lasi? Kaj ni bil boljši z onimi dolgimi lasi? fora je, da jaz jih lahko imam, ampak to je moj Jaz odločitev, da jih pravim, da nimam. ne To je jih flex. ima, Ti bi bil tak zmagovalec. rastejo. Kaj vam na mzdi ima, kot Matej? Ja ne, bil si special, zdaj si pa basic. Končno. To spode, ne? Dobro je, dobro je. Dobro je. Situacija. Ja, nič, zdaj imamo prebiti leto ne s temi podcasti ali neki. Jaz to vem, kaj pričakovati sploh, ampak glej. Ne vem, bomo šli s flowom, a ne, vse druge ni. Ja, jaz samo čakam 4 ure, malo sem tako, ne, če ne bo, bomo videli kaj bo. Ja, čak live nista nikoli bila še. Ne. Ja. To je prvi za nas. Ti živčni? Ja, pa ne glih, ti bi mogel biti živčen, ne jaz. Jaz sem dost. Jaz si ga vizil zame. Jaz grem tle. Same punce. Zaradi koga Mislim, misliš? Ne, je samo zanimivo to zato, ker
nisem vedel, kdo spremlja naš podcast, ampak to dejansko Veš kaj je, mi govorimo, da jaz sem unita zabaven, Jure unita lep in Jure to zdaj ego se dvignil, same ženske, tako da hvala Jure. Hvala, ker so prišli vse ženske, ki te spremljajo. Nisem se... Blaženi med ženami, tako rekoč. Hvala. Tvoj zaradi vida so prišla neki. Ravno ti brez majice si hud. Smo gledali tvoje slike, stari, ti si petarda. Zdaj sem že razmišljal, če prišel v kopalkah pa krav. Ne, res si dobro, stari. Sem pa rekel, moram se malo zrihati. Petarda. Ok. Si? Spreman. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj, najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami, kot ste že navajeni, Rimanič, Jure. Čau. Jure, koga imamo danes naši desni? Nič, danes je z nami en res zanimiv fant. Hvala, ker si prišel prvi in hvala vsem vam, ker ste prišli. To res pomeni meni ful in Hvala, vsem. ta aplauz je za vas. Ja, Vid Pintarič, kaj bi rekel, plezalec, hribolazec, pohodnik, youtuber, influencer, kaj si vse? Raj slišam content creator, kot influencer. No. Ja. Tako da ja. Tako. Nič, hvala, ker si prišel še enkrat in da bo došel na člani podcast. Ja, hvala za povabilo, a ne? Kažete si kaj občutki zdaj pred publiko? Ja, lahko na začetku povem, da še čist nikoli nisem bil na nobenem podcastu, tako da to je zdaj zame nekako ognjeni krst, ne? Kar uživa že, tako da. Kar izkušnja po moje. No. V mikrofon, vse v mikrofon, lahko ga tudi. Ne, kamorkoli se obrneš. Ja, koga lahko, ok. To je vedno isto, veš? Vedno pred usta. Good. Okay. Jure, ko je bil kaj tvoj teden? Moj teden je bil zanimiv. Jaz sem to, da imamo live podcast malček tako potlačil in sem čakal na zadnji trenutek. Ampak ja, pičilo me je nekaj v komolc, tako da me boli komolc. Vmes sem še zbolel, tako da sem še malo na nekih tabletah. In tako pač, ja, pestro. Delavno. Jaz se moram malo pohvaliti. Smo imeli enega gosta, ki ga ne bomo omenjali in nam je last minute scanslal, zato smo iskali drugega gosta. In jaz, preden sem dobil tebe, Vid, sem dobil številko od Katarine Čas, sem jo poklical in mi je napisala v petek zjutraj, te pokličem nazaj. Tako da v petek zjutraj, moram zdaj malo fleksati tle na vas, me je zbudil iz postelje klic od Katarine Čas. Smo se čuli, košakome, vse štima, ful sonček ženska, pač tako, ženska fucking sonček, ful prijazna, ful simpatična. In žal ni mogla priti, ker je bila na bolniški, si je neki fentala roko, ampak jaz sem v filmih in to, je pola rekla, če boš karkoli kaj rabu, pokliči, sem spremna. Tako da imam številko Katarine Čas in je spremna. Rekla je, da je spremna za priti v film, tako da prosim. Okay. Na podcast enkrat drugič mogoče, ampak ja. Bravo, Matej, super. Reč, fuck ja, Jure. Super. Ne, in pa je meni pripadla ta čas, da sem bil naslednji na seznamu. Za ta prvim, ki ga ne bomo omenjali, za Katarino Čas, evo vida. Hvala, Vid. V bistvu Matej me je, v petek sem bil glih na izletu, sem bil v hribih, dobim tako klic, neznana številka, pač nisem tam shranjenega. Se javim in ja, je Matej rekel, da sem nekako jaz sem slišal, da je zadnji plan v bistvu, a ne. In sem valjda mogel potem rešiti. Jaz sem to spremljal, to dogajanje sem spremljal v živo, jaz po FaceTimeu, ker me je klical vsakih 5 minut. A je bil živčen? Je bil živčen in rekel, jaz sem ga prepričal, 100% pride. In jaz sem bil, sigurno bo prišel. Ker rečem, da pridem, pa pridem, ja. Ampak lepo sem te prepričal. Ja. Mislim, prvo sem rekel tako, stari ne moram, ker imam za editati video, pač mogel sem do ponedeljka moram pač za editati en video, pač z tega izleta, ne. In sem rekel, da pač stari to ne šlo, ne. Kje si pa bil? Lahko zrihtamo editorje, zrihtamo vse lahko zrihtamo. Pole pa malo stegnil jezik, ne, pa me je prepričal, ampak sem vesel, da sem me prepričal. Zaradi tega, ker sem vlog za editu še hitrej kot običajen, zaradi tega, ker sem bil res efektiven. Ni za kaj. Zdaj je vlog končan in imam še preostanek nedelje fraj zaradi tebe v bistvu. Ni za kaj. Zato bi se pa to zavlekel v noč, verjetno, ne. Potencialni člani gosti pridite, kdaj ne. Dej povej, kje si bil, ajde malo, da slišimo o tem vlogu. Šel sem v bistvu na 3-dnevni izlet po Kamniško-Savinjskih Alpah, prehodil sem dobrih 30 kilometrov, pa 3 ure višinca naredil.
En tak lušen trail, ki ga bom v bistvu prehodil pol še enkrat polet pod okriljem Radenske, pač oni so podprli ta video in jaz sem v bistvu posnel nekak predogled tega traila, ki ga bom pač pol prehodil z 10 žrebanci nagradne igre. To sem videl, ja. No, to bo zanimivo. Ja. Sem kaj boš odgovoren za 10 ljudi? Ne, organizira Highlander, to je pač organizacija, tako da jaz sem sam hodil zraven, no. Nimam nobene licence, tako da... A moraš imeti licenco prav za peljati? Ja, rabaš biti pač vodnik, ja, planinski, da lahko se s tem obadaš, ja. Drugače te hitro gdor, čeprav ti tudi, ki šotoriš in to tudi ni lih, mislim, to lahko tako, ali to je tako malo tak? Ja, šotorit ne smeš ti v Triglavskem narodnem parku, ne smeš šotorit, druge pač zakon tega ne pripoveduje, no. Ampak jaz si tak ne šotorim, no, jaz se ležem na tla, pa pod milim nebom spim, ne. Pa ne vem, če lahko iglujo rečeš glih šotor, ne, jih zidamo po zimu. Pametno. Kako si naredil iglu? Kje si naučil narediti iglu? Ja, tako narediš iglu? Se ni težko, pač namečeš na kup en malo snega, do 2 metra recimo višine. To so že ene informacije, ki jih moraš vedeti. In se ti ne stopi, ne nič, stane kot stane. Ni fajn glih, če je plus, ne mora biti minus, da se ti ne sesuje po noč. Mislim, ni neka huda znanost. Čakaj, kaj ni? Jaz sem vedno tako spomnil iglu, da so tako ledene kocke. V bistvu, ne vem, mislim, iglu je, ta pravi iglu je s kockno. Jaz v bistvu naredim, jaz temu rečem iglu. Ker namečem na skop sneg, pa not luk na skoplem. Ni glih ta pravi iglu, tradicionalen, ampak. Ni v eskimski. Ja, tako. Zgleda kar komod. Mislim, naredi prostorno narediš ti to. Ne, ja, mislim, not je temperatura za par stopinj večja, polka zuna, ne, se lepo fajn za hajca. Hotel Pinterič, jaz rečem, ne. Tako da, ja, moramo se enkrat pridružiti, edin tako ustavila, kako je, z prve roke, ne. Bi šel ti po zimi ali bi šel poleti? Mene Mika iti s tabo z veseljem. Po zimi in poleti, ne. Poleti z veseljem, jaz in zima, sneg, ne hvala. Mislim, jaz sem ti prej rekel, če lahko gremo. Ja, smo se že pogovarjali. Samo sem videl, da delaš tudi ne samo igluje, ampak tudi neke drugačne strukture. Ja, čisto odvisno od situacije, ne. Pač polet nič ne naredim, sam dam spalko na tla pa spim, pač se ne rabaš obremenjevati sploh. Si srečal kakšno žival? Te je že uvohala ali pa polizala? Ne, to me pa čisto vsak vpraša. Si že kdaj kaj srečal? Te je že kdaj kaj napadal? Ne, nime. Smo pa enkrat, ko smo v Kočevju spali, smo spali zelo blizu trase medvedov, no. Ena medvedka z mladiči se je pač potikala naokoli, so rekli, pa nismo nič videli, no. Nažalost, smo hoteli kaj videti, no. To, da srečaš medveda z mladički, je kar izkušnja vredno. To je bilo mogoče najbolj adrenalinsko, no, spanje, ja. Takrat v Kočevju. Kdaj si šel ti prvič tako v hribe? Jaz sem že od mladih let sem shodil v gore z staršine. Ampak sem res tako na polno hejtu hribolazenje, pač vsak izgovor sem, moram bolj blizdati. Ne, veš, ko gledaš mene, lahko imaš moč. Lahko se nagnem pa tebe. Ja, to lahko, ja. To vse naše goste ponavadi učimo, ampak to režemo ven. Pa sem lesen s tem mikrofonom. Ja, ne, to je tvoj dojenček, delaj z njim. V glavnem, ful sem hejtu nahodati v hribe. Tako da v bistvu všeč mi je šele postali tam pre 18-19, ker sem ugotovil, da hodim zase, ampak ne za druge, pač, ne. Sin, kako pa, mislim, da te nekdo prisili, da gremo v hribe, ne. In, pa tudi ful pomembno je, da imaš družbo, ko greš v hribe, po moje, ne. Če imaš ti enega kompanjona, ne, s katerim pač se lahko fajn pogovarjaš čas 1-2-3 mine, ne. Veš, kaj mene moti pri hoju v hrib? Ker moraš non-stop gledati pod noge. In pol tako ful ne vidiš, non-stop moraš pač gledati, kam hodiš in pol ne vidiš lepo razgleda in to, kaj ti ne dosadi, da pač 3-4 ure gledaš v hrib, hodiš. Ja, te 3-4 ure se mučaš, pa ko prijaš gor, pa... Je toliko vredno? Ja, je vredno. Ti vidiš, jaz gor prespim, tako da računi, da jaz gor vidim sončen zahod, prespim pod zvezdom in pa še vzhod. In to je... S kom si začel hoditi? S kom si začel hoditi v hribe? Z očetom, z mamo ali s prijateljem? Ja, pa začeli smo z družino, skup. Vsi? Ampak ne spati po hribih. Ja, ampak ste šli tako... Spati sem pa sam v bistvu pol začel. Mislim, oče, mama, ti, tako, ali kako je to izgledalo? Prvo, ko ste začeli hoditi? Ne, v bistvu, jaz sem ful rad gledal, ko sem bil tam malo v Bear Grylls, Ultimate Survival. Ampak si res Bear Grylls. Že pač me je ta scena zanimala, ne.
In sem si pa rekel, kaj pa če bi se enkrat na vrh hriba pač prespal, ne, pač kaz why not. Ne vem, čisto sam sem se spomnil do tega, nisem, ne vem, sam kapnil mi je enkrat in pol sem pač to naredil in mi je pač postalo všeč. Pa sem pa začel še, prvič nisem vlogal, ne, ko sem šel. Pa sem pa za foro pač malo posnel, na začetku so bili to 3 do 4 minutni videi, ne. Zdaj so, ne vem, pa pol ure, recimo, ne, sem začel kar dodajati malo več not. Pa tako pa včasih sem ful tako bolj resno govoril, veš, ja, zdaj bomo šli po tej poti, a ne, pa tle sem spustil, bolj tako sam, kje sem bil, pa to, zdaj pa ful probam še malo tako, mojega humorja dati. Tako, pokatvorice. Ja, no, tako, ja. Če greš neko družbo v hrib, kaj ni ta hoj v hribe kot neka meditacija bolj? Mislim, če gre ful ljudi, recimo, da imaš nekoga, ki non-stop ti govori neki pokafore, kaj ni to malo moteče? Ja, včasem ful sam hodil na začetku, v bistvu sem skoraj vse izlete šel sam. Ampak je bolj zabavno. Mi je boljš v družbi, no. Ugotovo, no. Zdaj je fajn iti na vsake tok sam, da se malo odklopiš, pa to. Ampak da greš pa čisto vsakič sam, je pa malo tumačno. Že iskreno malo dolg čas ti rata v glavi, no. Kaj niso tako tudi, veš, ko greš v hribe s temi pohodniki, vsi so prijatelji in tako je vedno ta neka... Ja, mislim, v hribih se vsi pač pozdravljamo, to je hribovski bonton, ne, tako da... Kaj vse v hribovskem bontonu, tako? Kaj moraš vse delati? Ja, se pravi, pozdravaš čisto vsakega, ki pride mim, živijo, kaj posebnega, živijo hribolazec. Kar hočeš, pač, da ga pogledaš v oči, pa pač mu nakažeš, da si ga videl, pa ga pozdraviš. No. To je nekako v navadi. Ko grem jaz tako po ulici in tako, ko ga pozdravim, samo včasih tako. Tako malo trznem z glavo, kaj ti prav rečeš, da pozdravljam. Sem pa v hribih ponavadi ne srečaš nekega zamorjenega folka, ki v hribe se gre pač na odklop, ne, pač uživati, tako da je razpoloženje malo bolj na nivoju ponavadi. In smeti moraš odnesti. Ja, smeti definitivno v dolino, ja, pa še kakšno pravilo bi se najdlo, ne, ko govorimo o tem. Dej, da se vrnemo nazaj, kam je nas peljal. Važno je lep razgled. Za lep razgled jaz osebno potrpim. Jure naj hodi 7-8 ur, ne vem, koliko bi ti razlagal kam, kad dvomim, da ti kaj poznaš te naše hribe. Ne poznam. Ja, no. Ajde, Grintovec recimo. To sem slišal. No, to sem slišal. Evo, gremo na Grintovec. Koliko je visoko? 2500. Koliko časa? 6 ur hoje. 6 ur hoje? Ja, Mador, se to, mislim, se ješ vmes. Ja. Malca je vmes? Je seveda. Okej, koliko? To pa brez hrane, pa pri meni ne gre. To pa... Jaz, ko sem bil tam mal, jaz sem rabil en sendvič pojesti čist na začetku, že preden sem začel hoditi. Drugač nisem šel. Že v avtu sem jaz sendvič jedel. Okej. Ja, tako da... Jaz pa hrana sva kar frenda, no. Kdaj je dobro? Lačen ne boš, no, to ti garantiram. Kdaj je dobro, da se gre? Kaj, kdaj? Kdaj je dobro, da se gre? Po zjutraj, po kosilu, kdaj greš? Je odvisen, po zimi moraš malo preiti, zato ker je prej tema, ne, polet pa lahko, ponovadi polet štartam tam opoldne. Okej. Ne, zareč, bi šli mi 3 po kosilu, pred kosilom. Ne vem, smo to takrat zmenili, to. Bomo takrat pričali o tema, prav. Ne, ki smo študirali, bi bilo dobro, gremo na en hrib in na vrhu hriba posnamemo podcast. Ja... Kdo bo nosil s sabo mikrofone, kaj bo študentov plačati. Imamo Jakoba. Imamo Jakoba. Jakob je konij, kaj so že oni, ki na Monteverestu nosijo. Če ga pripravi. Kako se že Šerpa? Šerpa Jakob. 1-2 osla bomo še nabavili in gremo gor. Ja, 2 jaka. Kaj tebe toliko vleče na hribih? Ja, najbolj mi je tako trening, ne, v bistvu. V prvi vrsti se mi gre za pridobivanje pač kondicije, a ne, to mi je v bistvu najbolj všečno. Koliko imaš te kondicije? Ja, zdaj ne toliko, sem bil že bolj builder, no. Ampak ja, se pravi, tale telesna pripravljenost, pa se pravi, valjda lepi razgledi pa odklopa, ne, v drugi vrsti, ja, ne. Pa če sem vedno rad laufal, jaz sem atletko včas treniral, ne. Tako da sem bil cel life v bistvu že nekako športno aktiven in... Jaz se ful spomnim... Res mi je fascinantno
kako koliko težko je dejansko hoditi v hrib pač z ruzakom, ne, in pol, ko to pač premagaš, ko prijaš na vrh, ne, ko veš, da si gor prinesel, ne vem, 20 kil se ful fajn počutiš. No. Koliko imaš ti te rucake težke? Ja, ponovadi je na 20 kil. Zdaj na zadnje za ta trodnevni izlet je bil 24 kil, ker sem imel pač sabo vse za 3 dni. Pol Rimaniča. Nisem se nič ustavil vmes, ne. Oh, fuck. Nisem nič kupoval hrane, no, pa... In kaj si lovil? Kaj? Si lovil? Ja, ne, sabo sem imel vse. Kaj imaš ti v rucaku? Greš v hrib 20 kil, kaj je tega 20 kil not? Ja, imaš šotorka, je ful težka, 3 kile, kaj rabiš imeti, če slučajno dežvat začne, ne. Okay. Zdaj recimo za ta izlet, ne vem, sekira, žaga, ne, da si ogenj naredim. Imel sem pol kile zrezka v sabo, da sem jih pospekal na ognju. Spalna vreča, ja, voda, pač nabere se hitro. Ja. Fuck. Ja. Jaz se spomnim tebe, ko sem videl full video, ko si šel s kolesom do unega jezera, se vrgel notri in šel domov. Ja, to je bila pa zima 2022, je bila najbolj pestra glede tega. Ne. Mislim, v bistvu 3 do 4 na teden sem, tudi med zimo, ne, zjutraj sem se vstal, naredil dihalne vaje. To je Wim Hof metodi, tako. Pa sem se vlekel v kopalke, če sem dal brisačo, se usedel na kolo, se odpeljal do jeza, ki je bil 5 minut stran, se not skopil, za 5 minut not v vodi počiliral in se v bistvu potem vrnil nazaj domov brez, da bi se ubrisal sploh. Tuno, mrzo tuš with extra steps. Mrzo tuš with extra steps. Tako, to je mrzo tuš na steroidih v bistvu. Ne. In kaj si videl, kakšne benefite od tega? Kaj če? Kakšne prednosti tega si videl, da si to delal? Ja, malo sem si prebral, ja, v tej Wim Hof metodi. No. Si opazil ti na sebi razliko? Ja, pač takoj potem je pač ti dopamin res noro zbusta. No. Ja. Piše tudi, da je 250 do 300% po raziskavah, kar je ful, ne. Pač res se počutiš... Ampak pol tako na dolgi rok. Misliš, da je kaj benefita na dolgi rok? Ja, je, seveda je, pač manj te zebe, no, to lahko potrdim, jaz sem ves čas v... Torej, morate zebs, da te manj zebe. Morate zebs, da te manj zebe. Ja, to je v bistvu fitness ožilja, veš, ti se ne treniraš žile s tem izpostavljanjem mraza. Dober si. Ker tvoje žile imajo pač mišice okoli in pač, ko greš ti v mrzlo vodo, jih razgibavaš, ne. In po, ne vem, mesecu dni se že pozna pač ti razlika, ne. Jaz to delam savno, tako da. Ja. Greš najbolj na toplo. Ja, ti se knajpaš, ne, ja. Tlej pa glih fora, da ne greš pol na toplo, da pač zaključaš z mrzlim. Da pustiš telesu, da z metabolizmom pač se samo greje, ne. Ok, kaj pa prehlad? Pač nisi prehlajen? Ja, že približno 1 let nisem bil. Ok, 2 tedna nazaj me je res po zelo dolgem času, malo glava bolela, pa sem je malo vlekel cel teden to. Ampak drugače pa zadnji let praktično nič, no, ja. Kaj še praktiraš to? To zimo? Si hodil vse kopati? Ne, to zimo sem pa v bistvu malo drugačen lot od tega, pa sem šel v bistvu zjutraj laufat v kratkih rokavih. No. Tudi pač takrat, ko je bilo -5 pa -6. Mislim, kako ti Sam, ko laufaš je lažje, veš, ko si ves čas ogret, pa je drugače, kad pa če moraš primir sedeti in je tako dosti nosno. No. Sam pač rukavice rabaš imeti gor, kad drugače te pa v prste za nohta. Jaz sem videl malo tvoj Instagram in pa si kar to je en kos, ne? Si kar spreman, ne? Pač, ja, laufam pa hodam v fitness. Ma to ni samo, tu fitness hodiš, ni samo od teka. Štange. No, calisthenics, če poznaš. Ja, top. Jaz sem včasem tudi na ta tekmovanja hodil, street workout, v srednji šoli najbolj. To je drug letnik, ja. Uspešno? Ja, dvakrat sem bil v plenku prvi, takrat sem ga držal. Koliko časa? Enkrat sem ga okoli 10 minut držal, enkrat pa mislim, da je bilo 12. V Hrastniku takrat, ja. To je kar psihično težko. Ampak sem pa 2 leti nazaj, sem pa še enkrat po dolgem času spet šel, sem se rekel, grem malo tekmovati spet, ne. In sem se isto na plenk prijavil, pa sem ga držal 21 minut. Ta prvi ga je pa držal 1 uro, se ne vem, če ga poznate, Luka Burja na Exatlon se je tudi prijavil, sem videl. Tip je 1 uro držal plenk, stari. Jaz nisem mogel verjeti pač. V bistvu bi lahko ta podcast v plenku naredili. Mislim, bi bil v plenku in bi ga posneli. Ja, totally, ja, on tlele mikrofon lepo znižati, pa on bi lepo plenko pa malo odgovarjal, ne, 1 ura in samo kako to psihološko premagaš, ne vem, ker jaz vem, da jaz moje fizično bi lahko zdržal, ne vem, vsaj, ne vem, 8 minut, mogoče, ne vem, verjetno, ne vem, ampak ker te ne psihološko to malo je pač pečete vse, pečete
pa moraš sam držati. Ma ni to v glavi pol? Ali... Je fulje v glavi, ja. Pa sam držati moraš. Koliko misliš, da lahko povprečen človek zdrži v plenku, evo? Povprečen. Tipo Rimanič, evo. Kakšno minutko bi po moje... Ampak psihološko misliš, da je problem ali fizično je problem? Kaj da? Da je psihološko problem ali fizično? Ja, oboje, a ne. A mislim, bo pač oboje se sklada, ne, ja, valjda. Mislim, moraš imeti po glavi Mislim, če ti nekdo da... po vseh drugih stvarih, ne. Se isto tleper tem izpostavljanju mrzlim temperaturam. Pač je zelo veliko v glavi, ne, pač. Moraš imeti ta fejt v sebe, ne. Ja. Jaz sem ta teden prišel na minuto in pol. A šel kdaj na novoletni skok v morje? Ne, smo šli eno leto z Juretom, prvega se vrč v morje. Ja. Spomniš? Ja. No, in... Gremo naslednji let. Jaz sem pol zbolel, tako kot še nikoli v lifeu, pač mogel sem na urgenco, ne od tega, ne vem kaj mi je bilo. In 2 leti nazaj smo šli shoutout Nik in punca v prvi vrsti v Jasno, ki sem te tegnil. Veš video, ki sem ti poslal iz Jasne? A ja, tisk, ki si se v Jasni kopil, ja. Uno smo šli prvega v Jasno. Ja. Kaj si napisal, kao, če si vid Pintarič approved. Ja. Ja, to sem vas spomnil. Sem. Ja. Uno je bilo vija. Ko je bilo ono mrzlo. Ja, je bilo, ja. Morje ima 11 stopinj, tako da ti pa maj bolj sedo, no, kot pa Jasna po zimu. Sneg ful boli. Bolj me je bolelo stati na snegu. Ja, v noge te boli, ne. Veš, ko sneg boli, član? Vija. Kje ti je najljubše, kjer si bil do zdaj? Ja, to je toliko težko odgovoriti, kaj je toliko lepih lokacij bilo pa... Ampak ena, ki ti res uno... Ne, to je res težko odgovoriti. Ampak una res... Mogoče na Triglavu en res hud sončen zahod, je bil vrh tik nad oblakih, a ne, pod mano je bilo tako morje megle in je bilo res hudono, recimo to. Mikrofon. Če bi mogel en... Vse v redu. Če bi mogel en moment glih izpostaviti. Kolikokrat si bil na Triglavu? 5-krat, 6-krat, nekaj tacga. Nazadnje sem šel s Klemnom Kopina. Okej. Ja. Veš kaj je bilo, napisal mi je na Instagram par dni prej, daj Vito bi šla midva kaj v hribe, a ne, sva se že malo, en sajt sva že prej tako pogovarjala, da bi enkrat šla skup hodati. In mi je rekel, zdaj sem mu rekel, kam pa bi šel? Pa je rekel, da grejo na Triglav, no, še nisem bil pa, sem se rekel, Klemen, da ste zih, Triglav je pač, to zahteva kar kondicija, pa pač fizično pripravljenost, ne, kar na nivoju v bistvu. In so se pol odločila, da bo probala, ne, in je brez problema prišel gor. Pač, tip ima toliko energije, jaz nisem mogel verjeti. Brez problema je prišel gor. Čist nič meni, nič bolj počas nisem mogel hoditi zaradi njega. In tip sploh ni nič hodil tako po hribih v zadnjih mesecih, a veš, da bi imel neki full kondicije. Ampak on ni tako ves čas na nogah, ko ima te evente, pa potovanja gor, potovanja dol in res me je presenetil, no, noro. Dal sem samo varovalni komplet, ne, da se pač prepenju tam na zajlah, pa mu je šlo, no, mislim. Kar nočno, res. Ma kar potencial, če bi se odločil, da bi po moje kakšen tekač hotel postati ali pa kaj. Če si kdaj utrujen, ko hodiš ti sploh v hrib? Ja, valjda. Ja? Itak. Mislim, zdaj nazadnje recimo, ta trodnevni izlet, to je bil ta zadnji dan, je bil glih takrat, ko me je Matej klical, ko sem hodil. Sem ti dal malo morale. Sem mi malo pauze dal, no, sem se malo ustavil, pa ja, pač najbolj glava pač trpi, nek... In ko si pol tam, ko si res utrujen, kako to sfuraš pol naprej? Ja, pač šlej ustavljaš se, imaš pauzice, popijaš, popit moraš dosti, kakšen cukar, poješ, pa grem. A nisi ono samo, jaz prijem gor, raj umrem, ko da prijem gor, mislim. Ne, moraš se ustavljati pa počasiti, no, drugač lahko hitro do poškodbe tudi pride, ker se veš, je ruzak, če ima ruzak 20 kg je malo drugač, kot pa če ga nimaš, ne, če greš sam tako gor. Ok, koliko kondicije za na Triglav? Koliko je rabiš? Koliko moraš biti športen, v formi? Ja, priporočljivo je, da pač prej da prej obiščaš malo tudi druge vrhove, a ne, da se pripraviš na to, recimo Kopina pač tega ni naredil, a ne. Ampak mi je pač rekel, da mu to prepenjanje ne dela težav, da je full adrenalinc, pa da pač mu to ne bi bil problem. Pač to me edin skrbel pri njemu, da kako se bo odzval takrat, ko bo pač prepadno ratala, ne. Ampak je pač rekel, da pač mu nima vrtoglavce nobene, da se zna prepenjati in
Kaj na Triglav je ful tako nevarno priti? Vse nimaš une lepe poti, une opasne poti. Pač imaš zajlo, gor ta zadnji del čez mali Triglav, pač je dosti prepadena, ne, pač aj še ko zgleda zavarovana planinska pot. Pač imaš zajlo poti, da se moraš lahko se z njo pač, lahko se imaš komplet, da se prepenjaš, lahko pa tudi greš brez, kakor hočeš. In kaj ful hodi brez? Ja, jaz grem brez, ja. Ampak zakaj? Ja, nisi pač, tudi če si jak, nisi bolj varno. Da rečemo, da sem dosti suvereno že v tem, da lahko brez. Sej Triglav ni neka huda plezalna, zahtevna plezalna pot. Nisem še bil, pa ne vem. Ja. Se da brez priti, no, ampak tako, če hočeš biti zih, pač se prpneš gora, ne. Mislim, če se kaj ustrašiš. Ja. Ali pa ne vem, sploh če kaj snemaš, recimo je fajn, da se prpneš, pa malo razgleda posnameš, a veš, vmes, da ti kaj ne spodrsne. To moraš ful paziti, ko hodiš po hribih. Parkrat sem že skoraj toliko fuknil, oziroma padal. A vidite, klejete kaj? Ne, lahko. Mislim, raje ne, no, ampak okay. Ne, mi smo, hvala lepa še enkrat super nova plac, ampak ja, bolj zaradi njih, če ne pri nas. Ok, in kaj ful moraš biti pozora, veš, kaj vlogaš, jaz pač v telefon pač gledaš, ne gledaš pač pod noge in hiter se ti lahko zgodi, da malo napačen stopaš, pa zletiš, ne, tako da to moraš res paziti. Kaj je bilo kaj takega, da si fuknil skoraj? Ne, nič hubi. Mislim, je tako spodrsnal, pa sem pač padel, ni pa bilo tako, ni bila taka situacija, da bi nekam zletel dolu prepad, no. Ja, mislim, se to enkrat zletiš. To pač pazim, no, to res gledam, da je pač varnost pred contentom, no. Ja. Tudi če si rečeš, kaj je bilo tle hudo, če bi posnel, ne. Ampak če rabiš 2 roki za pač plezati ta del, pač, ja. Kamero na glavo ali neki in... Ja. Mislim, to je idealno, da imaš enega sabo, da imaš enega sopohodnika. Kako imaš ti 2 roke gor in on ima eno samo. Čuješ, ko Bear Grylls, ki je, a ne, ko je bil Naked and Afraid, ki je bil vedno snemalec in on tam nag. Ja. Tako da pač kaj, boš imel, rabiš enega takega zraven, ki gre na te aventure, v bistvu. Ja, idealno bilo, če bila valjda cela produkcijska ekipa sabo, droni, kamere, ni da ni, ampak ja. Kaj je to nek plan? Je to nek plan za prihodnost, da bi imel tako? Plan za prihodnost je, da bi definitivno dobil enega, ki bi snemal v bistvu samo dogajanje. Jaz bi recimo z nekom šel, lahko bi bil to en gost ali pa sam friend, pa bi imel pa recimo enega, ki bi pa sam pač snemal vse. Ko v bistvu ne bi bil not v videu, mislim, lahko bi bil tudi malo videl, pa tako, ampak v glavnem bi snemal vse te spontane dialoge, ki se zgodijo. Ker najslabše mi je to, ker ti vlogaš, pritisneš stop recording, pa se začneš nekaj pogovarjati, ful dobra fora, zakaj nisem tega posnel, ne. To je najhujši feeling. In pol če narediš enkrat, ni to to. Ja, pol ni isto, ka moraš enkrat, tako da to bilo idealno, no, da bi ka bi ves čas rolil kamero, ne. Mora biti tudi on ful spreman za hribe, mora imeti kondicijo in to, veš, mora biti prav kameraman za to. Mora biti en takšen kon, ja. Čakaj, kaj, tebi je cilj pač več kontenta delati, ne vem, v Sloveniji, ali bi rad šel na kaj višjega? Ali kako bi ti, mislim, kako vidiš ti svojo pot tle? Ne, pač na to vprašanje nam po mojem nikoli dobil odgovor, kaj bi bilo, če bi v angleščini začel govoriti, ker ne bom, no. To sem se odločil, da bom ostal v Sloveniji, ker sem si tle res nabral zelo veliko bazo sledilcev, ki res radi spremljajo content, kateri dobijo pač inspiracije za njihove ture zaradi mojih videov, ne. In sploh ful fajn mi je, ko prije kakšen otrok, kakšna mamica od kakšnega ali pa fotor od otroka do mene pa reče, mojega sina si ful motiviral, da je začel hoditi, prej je sovražil hribe, zdaj je začel malo migati, skrbeti zase. Mislim, dokler ne pride mamica, moj sin se je izgubil v hribih zredi tebe. Ja. V novicah. Zato pa rabiš licenco vodnika, da delaš take vodene izlete. Čakaj, kaj pa, ko boš prihodil vse slovenske hribe, ne? Mislim, si že verjetno že... Zdaj bolj kot ne sam. Si, ne? Kaj pa zdaj v tujino? Vse te zveneča imena, no. Ampak meni je najbolj fascinantno pri mojemu kontentu, da pač dejansko idej ne more zmanjkati, ker imaš toliko enih hribov okoli, pač, da je res, v bistvu imam unlimited možnosti za content, no. Kaj pa kakšen K4, Mount Everest, kaj je to? Mislim, to ni na vidiku. Ne, Himalaje me ne zanima, mislim, alpinizem me ne zanima, no. Jaz se držim pohodništva. To se šteje kot pohodništvo, do koliko metrov je to? Pač plezalc oziroma alpinist jaz nisem, no, ker to mi je preveč odbito, no, ker te res tvegajo svoje življenje. Zmrznjeni prsti.
Ja, tako da imam preveč rad svoj live, da bi take stvari počela, veš. Ja. Ko pa ne hodiš v hribe, kaj delaš? Ja, ker ne hodim v hribe, se pravi, planiraš na katerih hribih? Editam videe, ki so nastali v hribih, drugače pa se tudi ukvarjam s snemanjem TikTokov za firme, ne. Neki smo slišali. Ja, pač pisam scenarije, posnamem videe, jih zeditiram in pa jih pač objavim na profil naročnika, tako da. Vodiš ti pa si social media manager? Ja, lahko bi tako rekel, ampak sam za TikTok. Ja. Dej, kjere imaš čas? Kako? Kjere firme imaš čas? Ja, imel sem Emi kafe latte čez, zdaj čakam, da spet odobrijo budžet, ki to morajo. To je kaj? Kava. A poznaš? Ne. Nismo videli na TikToku. Na Petrolih, OMV-jih, ne tankamo. Ja, ok, imaš osebnega šoferja, pa ono se poskrbi. Lepo prosim, vozili smo se sem in Jure, kdo je plačal tank, lepo prosim. Matej je plačal tank, zakaj si plačal ti tank? Ker sem prijazen, ker Jure je vozil in jaz sem plačal tank. Ja, zato je plačal tank. Ti, ko zbiraš goste za v hribe, kako se tega lotiš? Jaz sem 2 leti sem hodil v bistvu samo sam oziroma s frendi, nisem čisto nobenih kolebov delal. Pa sem si pa rekel, da bi mogoče lahko povabil kakšne znane osebnosti oziroma influencerje, ki so meni cool, ki jih pač spremljam. In ja, pol sem v bistvu prvi, mislim, da je bil Lil Glizi, s katerim sem šel, če poznate. Shout out Lil Glizi. Ja. In ja, je bilo kar zanimivo. Kako ti je bilo? To je v bistvu... Zdaj, če to povem, bo verjetno Lil Glizi malo... Ne bote. Ma ne bo, sej, Glizi je chill. Smo prijatelji. To pa, za ta izlet z Glizijem pa lahko rečem, da je bil edini izlet, ki je bil rahlo prirajen v bistvu, a ne? V bistvu gremo kar od začetka. Mi smo šli na Roglo, a ne? Prespat v sneg in smo naredili iglu. Zvečer lepo. Mislim, ta tvoj iglu. Hotel Pintarič, bomo reči. Hotel Pintarič. V glavnem mi ga pač naredimo, zvečer smo konc, lepo spečemo stejke na ognju. Pol v hotel. Jih pojemo in pol gremo spat, a ne? In jaz se srednjo noči zbudim in vidim Glizija, kako tako v spalni vreči sedi, pa sam tako gleda naravnost, a ne. Jaz sem bil, Glizija, vse kul, a ne. Pa rekel, ja, v redu sem, sam malo sem se zbudil. Pa sem jaz bil, okej, v redu, pa sem nazaj zaspal, pa se pa spet zbudim, Glizija nikjer. Mene je malo zagrabel pri srcu, zaradi tega, ker se mi je bil minus, da nisi kam zašel pa zmrzno, a ne. Jaz grem ven iz igluja in vidim stopinje, kako grejo do ceste, a ne. Pa ko jaz pokličam, ne jav se. Grem po teh stopinjah in pa ko prijem do ceste, dobim klic nazaj. Ja, je živo, vidi, jaz sem šel v avto, nisem zdržal, nisem mogel, stari. To je bilo je preveč zame. Sem rekel, okej, daj ti samo ustan pač v avto do jutra, ne pa priti pa k nam, a ne, nazaj. In pa v bistvu izjutri prišel k nam in smo se delali, da se ni nič zgodilo. Mislim, avto je bil blizu ali je bil... Ja, je bil blizu. Mislim, zato, mene je bilo ful strah zaradi tega, da nikam zatavil. Ja, valjda. Srednjo noči terena ni poznal, a ne, in pač ti je kar šel. Oziroma, rekel mi je prej, da gre lulat. To se še spomnim. Mislim, lahko bi ti vsaj rekel, gremo v avto ali neki. Pa sem jaz zaspal, pa ga pa ni bilo nikjer več. Vse bi ti napisal ali neki. Ja. In v bistvu pač bil je klaustrofobičen, je bil rahlo, no, to je bil razlog. Ja, malo vsak... Pa se je že en večer, pač preden smo zaspali, je že govoril, vidi, jaz se tle ful tako tesnenega počutim. Pa sem mislil, da se tako malo heca, veš, nisem ga glih resno jemal, ne. Pa parkrat me je celo vprašal, vidi, to se zih ne more sesut, pa sem ga celo še malo zajebaval, veš. Ja, lej, nikoli ne veš, a veš. Ampak nisem vedel, pač kakaj je situacija bila, pač prnemo glava, ne. In ja, je pa se odločil, da gre raj v avto, prespat srednjo noči. Iskreno je tudi mene strah, ful majhnih. On ima dvigalo v svojem bloku na Markovcu, če veste, kje je Markovec. In ono dvigalo je tako, kot ta miza velika.
Dobro, brate, lepo veliko dvigalo. Ne, res ni. Nikjer res, da ni veliko. Lepo dvigalo za lepo 6 ljudi, da so komod. 6 tebe. Ogledalo, fancy, novo, on paranoja, vedno ko je not. Jaz stopim not samo ono, kar... Ja, ne, klaustrofobija mora biti grozna. Ne, mislim, nisem lih klaustrofobičen, bi rekel, ampak mi niso prijetni majhni prostori. Veš, oni lifti, ki so taki sovjetski, starinski, da bi rekel uno. To je njegov lift, ampak z ogledalom, pač dobesedno. Moji lifti super, no, veš, uno, lep lift, siva vrata, cak, cak, muzika, ogledalo, vse, uno, jako stvari. Muzike ni. Muzike ni. Ampak je vibe, kot da je muzika. Lepo je. So dvigala, ki se počutim varna, tvoje dvigalo ni tako. In v igluju bi se počutil kul? Verjetno bi se. Ja, mislim, res mi je žal, da Glizi ni prej tega povedal. Mislim, da bi ni povedal, kaj je bila situacija. Kaj bi naredil Brunarco, ali kaj? Bi naredil Brunarco? Ja, ne vem, dvignil strop. Karkoli, ne. Ampak, ja, no, tega nisem še čist nikoli povedal takole, tako da to je ekskluzivno zdaj prečlanik tale zgodbica, ne. To je to, hvala. Ok. Ja. No, kako zbiraš goste? Ja, da se vrnemo v bistvu k vprašanju, ne, bi bilo fajn. Ja, se pravi, pač napišem na Instagram DM, pač se malo predstavim, kaj počnem, da pač sem zasledil pač njegov content, da mi je pač všeč, pa pač da bi ga povabil zraven, čist simpel, ne. Tako da... Imaš koga na spisku, vidiku, ki bi rad, da gre? Ja, imam, ne bi govoril fulu naprej, da ne spoilamo. Kaj pa samo ime? Ok, kaj pa enega dream gost, da gre s tabo? Dream gost bi bo definitivno Beat Saber. Res? Zakaj pa? Ja, spremljam njegove vloge, no. Pa te njegovi road tripi so mi ful všeč. Beat Saber, ker jak tip, ne? Tako da, pač jaz ful ne gledam YouTube-a, tako no. Drugače, ampak odbita pa pogledam kakšen vlog, recimo, na vsake to. On še objavlja? On še objavlja? Ful, je pač, ko gre na neko pot, pač objav skupek vlogov z tega tripa, pa ne vem, pol leta nič, pa spet. Pa mi je ful zanimiv pri njem, ker ima res konstanto ogledal. Njega lahko, se pravim, pol leta ni, pa se mu sploh ne bo poznal pri algoritmu, ne. Tako da to je kar zanimiv. Se tudi jaz, recimo, jaz sem si enkrat, 4 do 5 mesečna pauzo sem si malo vzel od YouTube-a. In v bistvu se... Si šel v hribe ta čas? Ne, pač druge stvari sem počel. In ja, jaz celo druge stvari tudi počnem. Mind blowing. In ni nič hrtal algoritma, je bilo tako kot prej, tako da... Am dosti loyal audience, po moje. Nice. Tako da... To mi je bilo kar fajn, takrat. Ko mi je bilo malo straha, veš, ko narediš neko daljšo pauzo, si pol luno, hvače ne bo zdaj, tako kot prej, ne. Da te malo žre vseeno, ne. Na koliko imaš zdaj? Kaj? Videe daješ ven? Zdaj sem, zadnje 3 so bili 1 na mesec. Ampak cilj je 2 videa na mesec zdaj narediti, no. To je nekako, tega se bom probo držati, ampak je težko pač, ker včasih sem 1 video na teden delal, a ne. Takrat, ko sem imel največji zagon. Ampak ti računi, 2 dni ti gresta za izlet, pa še 2 dni za editat video. To so 4 dni v tednu, sam za 1 video. In pa imaš 3 dni imaš fraj, pa spet nov izlet. In je bilo pač preveč to. Jaz se spomnim že, ko so... Izčrpan si enostavno. Ko je kakšen Logan Paul in te, ko so dajali vsak dan vlog, recimo ven. Mislim, to je tudi ni dobro za psiho, verjetno. Na 2 tedna je Sweet Point, sem zdaj ugotovil, da je super, no. Moraš paziti, da te ne burnout. Jaz sem delal minutne videe že na Instagramu leta nazaj. Vsak dan enega za 11 mesecev burnout. Tak, da jaz ti se mogu videti ne Instagrama, ne video, ne kreative, ne nič, stari. Gablo sem je. To pazi. Nič, ti si rekel, da zdaj v bistvu že od tega YouTube lahko normalno živiš, ampak imaš tudi malo biznis žilce, ne? Tako da... Zdaj v bistvu naredil sem pred kratkim svoj merch, ampak sem v bistvu se odločil, da ne bo bil sam to nek basic merch, ampak da bo to nekaj več, ne. Se pravi, v bistvu sem naredil VP Activewear športno znamko, lahko rečemo. Vid Pinterič Activewear. In... Ja, v bistvu glavna produkcija v bistvu Švic majica, ne. Kakšna je kratica? Pardon. VP Activewear. Aha, ok. Tako je.
In v bistvu je fora, če ti kupaš to švic majico. Dobiš še tvoj švic. Dobiš zraven izziv in moraš v njej če hočeš, lahko v njej upraviš 5 treningov, se na vsakmu izmed treningov slikaš, lahko to karkoli, greš fuzbal igrat, v hribe, košarko, sprehod, karkoli, vse se šteje. Se pravi, ko 5 slik zbereš z 5 različnih treningov v tej majici in naložiš na mojo spletno stran vidpinterič.com, submitaš in jaz pol preverjam te slike in če si upravil ta moj izziv, dobiš še eno majico brezplačno. Jako, in kaj z uno majico lahko spet to narediš? Ja, ne, no Infinity glitcha pa ni, no, zaenkrat. Hudo! Ja. Dobra zgodba drugače. Ja, da ni klasično, ja. In to lahko rečem, do zdaj jih je naredil že 120, ta izzivno moj. Da so kupili majico in še dejansko treninge naredili in poslali te slike. Dejansko vidiš spremembo v folku, jih pač podpiraš, da grejo biti aktivni in to. Ja, in pač vsak ima opcijo, da napiše, se pravi, ko submita te svoje fotke, da napiše še kak izziv si je zadal, kaj pač so njegovi cilji, še pa tako, ne da. Kakšni so bili kaj taki, da si videl, wow, vsaka čast? Najlepše je bilo, ko je cela družina upravila ta moj izziv. Ko so bila cela družina, fotar, mami, pa dva sinova, vsi v mojih majčkah, slikani na 5 različnih vrhovih. No. In to mi je bilo res fenomenalno. In pa so mi napisali pač na message, da sem jih pač motiviral, da začnejo spet skup hoditi. Kot družina, da se za vikend zmenijo, da bojo skup preživeli po aktiven vikend in grejo nekam. Tako da to mi je bilo res tako nice, me prav pogrel pri srcu. Na koncu dneva vse to, kar delamo je to, da inspiriraš, probaš inspirirati druge. Ja, mislim, to mi je res všeč pri temu mojemu kontentu, da res veliko mladih me gleda in pač te si nekako developajo še te svoje vzorce lifestyle in je res fajn, da jim nekaj takega ponudaš. Hudo. Bravo. Kaj pa naprej za ta brand? Imaš tu že druge produkte gor, niso samo majčke, ne? Ali? Ja, hudi imam tudi. Ja. V bistvu za kje kamera? Kje je kamera? Tle je. Pa se me pa ne slišali pisati. Ja. Povej, pokaži. Wow, to je ta seksi majica, vidpinterič. Kakšno ima spletno stran? vidpinterič.com, majice. Na tem hudju je nekako 5 stvari, ki jih imam jaz vedno sabo. To so ukulele, kroksi, spalna vreča, stojki pa gorilnik. In sem v bistvu... To je ena izmed must-have-ov, ne? Ja, tako je. Vidpinterič Essentials v bistvu. Sem te hotel vprašati, kaj bi vzel na samotni otok, ki si tak... Evo, si zdaj naštel vse, no? Ja, to je mojih 5 svetin. Zakaj ukulele? V bistvu ukulele sem se jaz čisto iz fore začel učiti igrati med korono, ko ga je sestra imela v sobi, pa sem ga vzel. Pa sem na YouTube ene tutoriale najdel in pač naučiš unih par akord, res pač ni se težko ukulele ta naučiti igrati. Rabiš, ne vem, 15 akordov znati, pa priti imaš vse pesmi igraš. In sem se to pač naučil in pa sem v bistvu ga že zaplenil sestri, tako da zdaj ni več njen, ampak je moj. Ja, in ga v bistvu vsakič vzamem sabo v hribe. Ukulele me čisto vsakič spremlja na mojih izletih. Sestro, pelješ v hribe? Gre to? Ne? Se ne bi razumeli? Ne, noče biti v vlogih, to je problem. Ok. Bi šla tako, ampak da se ne bi snemali. Imaš sabo? Imam sabo, to sem mislil za konc, za vrhunc, da bomo skup eno odigrali. Mislim, že smo na temi ukuleleta. Ste za en ukulele? Ene palce gor, da vidimo. Vidimo palce gor. Dej fuck it, po ukulele. Ne vem, če nas hočejo slišati, ampak... Jaz ne bom pel. Ne, vsi trije bomo pel, to pa ni opcija, sam pa ne bom. Dej hoj ukulele. Ker če trije pojemo, se manj sliš, kdo fuša, veš. Pol ne more publika na enega kazati. Feko si rekel, da imaš autotune. In kako vam je, spet palce gor. Ali pa palce dol. Kažejo palce gor, to. Lahko nam verjameste, vi, ki gledate zdaj to na torek, kažejo palce gor. In polno je. Tako, koma je folka, nimamo jih kam dati. Ajde, en aplauz za vida. Evo, tole je ta zaplenjan ukulele, a ne, v bistvu. Pa kaj ni to skoraj kitarca? Ukulele, kaj ni bolj... Je pač 4 strune ima, ne, kitara. Pardon. Kitara jih ima več. Kaj nisem lih specializ za inštrumente, tako da... Sivo pot znata, ne.
Ja, ajde. Prvo kitico. Ja. Ajde. Ne bomo preveč nažirali s petjem, ker ja. Ne, Smo neki talenti. Kaj če bi ti pa bom jaz dodal, bomo dodali? Ne, vsi moramo, Okay. vsi moramo. Ajde. Sam prvo se moramo uglasiti, veš, da bomo vsi v isti oktavi peli. I can't. Dajmo sem tako malo skupaj zaprobati. Ojoj, ne, prosim. Ajde vsi tri v mikrofon, ne da se čuje, ko jaz pušam. Prvo za test. Ali že kar za res? Pa ja, da gremo, Ajde. Siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, Po nago žensko. kjer gore so, Siva vodi pot. me. Siva pot vodi me, siva pot. Bravo, Matej! To je ta tempo ukuleleta, nisem navajen. Nobenega veš. nismo zgubili, dobra novica. Vsi so Mislim, še jaz nastali. se distanciram od mojega petja, hvala. Lahko probam jaz to. Lepega imaš. Ukulele. Ja, ukulele, seveda. Je malo bolj gor, daj. Malo bolj gor. Ja, ti si imel tudi... Ja, A. ful dol. O, ja. Je pa si nek talent pa imaš, a ne? Preden gremo na vprašanja, ima on kakšno vprašanje za nas? Imaš kakšno vprašanje za nas, Svet? Po katerih merilih ste kao najboljši podcast v Sloveniji? To me je vedno zanimalo. Po Matejevih merilih, po Matejevih merilih. Najboljši podcast v Sloveniji, tako da Po prosim. naših, prosim, da me okej, po razsvetliš zdaj. naših. Le jaz bom naših. to rekel, ne? To me res Najboljši zanima. podcast v Sloveniji pa je neki uradno, kao neki je naš prijatelj Selakovič. Jaz sem z njim šel na izlet, to veš, Selakoviča. Vem, kakšen je bil, ni imel kondicije, res ful je bil slab, ful brezvezen. Rekel je pač, da ne bi neki full rad hodil. Sej to, samo sedim se pogovarja. 2 urci max. Sem rekel, to pač jaz Mi lahko- gremo tri, mi jaz gremo lahko čisto 4. jaz lahko čisto vsakmu gostu, ki prije, prilagodim izlet. Tako da v bistvu nimaš izgovora, da, Za naš šest. da ne bi šel. a Ne. Za naš 6. Lahko se tudi z avtom čisto gor prepeleš, v bistvu, a ne na zadnje. Ampak to bi bila To kar in pol bomo želitev rekli za podvigana. naš 6. Ja. Kaj, je bil spreman, je bil zabaven? Ja, super, mislim, res mi je on zanimiv, ker se lahko v njem pogovarjaš tako na katerikoli temi. Pač. Tako Ja, res- je zelo razgledan, ja. Ful komunikativen, razgledan. tako Kiri ti je bil najbolj zanimiv gost? Ki si bil Gost? z njim, ja. Ki si jih ti peljal gor? Najbolj zanimiv. Po mojem je bilo z Andrejem Pavličevičem najbolj zanimiv. Ok, zakaj pa? Zato, ker smo šli smo v bistvu, vedeli smo, da bo dež in smo pač vseeno šli hoditi. In pa Dobro. v bistvu čez noč se je se to deževje prelevilo v rdeči alarm. Ampak mi tega pač nismo vedeli in nas je zalival z vseh strani, veter pihal in smo v bistvu mogli iti nazaj dol v dolino. Smo mogli skenslati. Sred noči smo šli pač dol nazaj, v bistvu. Ovija. Ja. To imam na svojem YouTubeu, ja, kako nas je, mislim, prvič je šel v hribe Andrej z mano in ja, doživel res Ja, dobro. zanimivo izkušnjo v bistvu. Zdaj pa sta šla pa še enkrat, se ponovila v lepemu vremenu, da je tudi Ok. sonček doživel, a ne. Tako da, Glavnem, jaz se najavljam ne, na tvojo turo, tako da verjetno morajo se tudi ljudje. Če hočeš kdo iti, naj se prijavi na to ali tekmovanje, ki ga ima. Ne? Ki ga imaš, v bistvu v sodelovanju z Radenskom si rekel. a ja, ne? jaz sem to bo en teden trajal, tako da Kaj? to po mojem, ko bo podcast objavljam, ne bo več aktivna. ta A ja, ne igra, bo več nagrada, aktivno. Ja, ja. No, Ne, to vsi, bo ki ta ste torek. tukaj, vsi, ki ste tukaj. To bo zdaj, objavljeno čez 2 dni. A čez 2 dni? Ja. Pa lahko, ja. Na z Radensko bom šel polet na en trail, ki ga bom prehodil. V bistvu ta trail, ki sem ga zdaj posnel zadnje par dni. Bom v bistvu prehodil še enkrat skupaj z 10 udeleženci te nagradne igre, ki poteka na strani od Radenske, se mi zdi, spletni. Tako da, ja. Se lahko prijavite, pa ste mogoče žrebani. Vsi, ki Rabite bi pač šli z njim. kondicijo imeti, je le 45 km hoje. Tako da, Jaz sem rekel, to Ja. poletje me mika iti na Triglav. ja. Ja. Je rekel je tudi, da bo hodil v fitness.
To sem začel, lepo prosim. Samo zdaj smo v puloverju, se ne vidimo. Da nisi preč razpršena, veš, pa da na staro praveš. Sem se začel nazaj ogrevati s kolebnico, dobim nazaj kondicijo. Ja. Tako da poleti na Triglav. Super. Ja, Bravo. Poleti na to Triglav. moja biti hiter dobil kondicijo. Gremo zdaj na tvoj najljubši segment tudi, ja? Kaj praviš? Ja, zdaj gremo na eno vprašanje. Prej smo začeli snemati, damo vprašanja, da nas kaj vprašaste in zdaj bomo videli, kaj so nas kaj vprašali. Pa prej samo na hitro to, ki si vprašal, po komu smo mi prvi podcast v Sloveniji. Ne moramo fleksati, ker se lahko več pač ni. Mi smo bili že 3-krat, 4-krat v medijih označeni v članku kot najboljši podcast. Tako da jaz to jemljem kot pač, da smo najboljši podcast. Članek je bil notri Matej in je on to rekel. Sam da veste, tako... Ja, v članku so me kvotali so ga vprašali. In tako zdaj notri. Jaz sem v bistvu dosti smart pač. Ker v bistvu ne lažeš, ne? Pač si bil v tem članku označen za najboljši podcast. Kaj pa pomeni najboljši? To je tu vprašanje. Mislim, najbolj gledan nismo. Ampak... Vidva fanta, ne? Ja. Se spomnite, ki smo rekli, bomo vprašanja posneli pol, ko gremo gor? Ja. Kaj smo posneli vprašanja? Smo? Če smo? Ne vem, če smo. Ja, nismo, ne? Nič, kaj če kar vprašajo z publike vprašanja pa je? Ja, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko vpraša, ker dva simpatična fanta nista kaj vprašala. Ne, se bo tako zakričali. Ma ja, kaj? Ima kdo kakšno vprašanje? Ker mi smo pozabili dati vprašanja gor. Nič, sej če ne, bomo... Pa naj se zdaj zapišajo, pa bojo Pavlo vprašala, ne? Da ne bojo zdaj... Bomo še tlet, tako da boste lahko kaj vprašali. Zdaj tako z glave si je težko kar spomniti. Ja. Ja, Vid, hvala, ker si se nam pridružil. Danes malo na hitro, all over the place bili. Rad bi se zahvalil Jure, komu še vse. Jaz bi se prvo rad zahvalil Mateju, tebi, prijatelj, zato ker si vse to organiziral. Ja, res Matej je tle res vložil ful truda v vse, tako da hvala Matej še enkrat. In predvsem hvala vam vsi, ki ste prišli. Hvala, brez vas ni nas. Hvala. Ja, res hvala, ker ste prišli. Jaz sem bil ful živčen, kako bo, kaj bo. In hvala, hvala vsakemu posebej, ki je prišel. Tako da, lep hvala, zaploskajte si, da ste si vzeli čas na to nedeljo in prišli. Ja, bravo. Lepa hvala. Najprej hvala Supernova, vsem našim članom, ki vam bodo dali ena darilca, mi pa kot vedno imamo naše sponzorje. Jure, kdo je najjači brivec na obali? Kdo so najjači brivci na obali? Imamo najboljšega brivca na obali, Barberjana in njegovo ekipo. Tako, pol imamo... Čaki, mi jih vedno promoviramo, tle imamo za enih par tipov, ki vidim v občinstvu za free frizuro, kupončke, mislim tudi za punce, če rabite kakšen fade, vabljene. Tako da imamo to, bomo pol potalali, pol Jure hemijemo. To lahko vidite kupončke od Mateja, ki jih je danes naredil. To sem včeraj dizajniral, lepo prosim. Tako da tukaj vidite, da imate bon za naš burger, ki ga najdete na obali. Ja, tako. In Jure, kaj imamo še bon za... To je še bon, ki ga lahko zamenjate za bonom za burger, ampak ni. To je za masažo, ker imamo... Tudi Anja masaže nas masira, ko smo zmantrani, tako da so vsi rekli, da damo en hook-up še za vas gledalce. Tako da, ja, da ne bomo samo mi jedli in se masirali in imeli lepe frizure, da boste še vi. Tako da, ja, to je to. Še en velik, lepa hvala našemu Fektu, Sound Guyu. Hvala Feku, zaradi njega imamo ozvočeni, nas čujeste. Malo da vam fleksamo. Ja. On ozvočuje tudi Masaja, tako da imamo Sound Guy od Masaje, tako da sam prosim. Dobro. Nič, kako boš pa podelil te bone? Ko si to mislil? Vrš, kad res par fuzbolu, pa se pa zagrebajo. Ali oni, ki hoče, pač. Mislim, zdaj pridite z nami ga zahengati in vam bomo dali. So mi poslali še produkcija. Hvala McDonald's, Zuma, Cineplex, Fresh Time, Bubble Tea, Whoop, Fit 13, Lao in pohištvo Škerjanc. Lepa, hvala Vid, ki si bil z nami. Ja, hvala tebi za povabil. Fajn je bilo. Dobrodošli na, kaj smo ko neka promocijska televizija zdaj na koncu. Top Shop.
Dobro, Pa bo zrihto en velik Big Mac meni ali... bomo Bomo zrihtali. zrihtali. Dobro, Hvala, Vid, ki si bil z nami. hvala, ker si ste prišel in tle. se Like, vidimo. comment, share in subscribe. Hvala Čau, za čau. povabilo, čau, Čau. čau. Ja, nič, Matej, kaj? Kaj pa? Kaj pak? Kaj pak? Uspelo nam je. Še enkrat hvala vsem, ki ste prišli. Hvala! Brez vas ni nas, tako da res cenimo vsakega, ki je prišel. In na naslednjič, da bo še boljše. Od 1 do 10. Glede za nas prvič, bi rekel, da je 9. Jaz sem vesel, koliko je bilo proper. Ja. To sem ti že rekel, jaz sem vesel, koliko je bilo tako res v nula stvari. Za vse poslušalce. Hvala, ker nas spremljate, se vidimo. Upamo, da to, ki zdaj gledaste, je tudi prišlo super. Hvala vsem.